Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila splošno napoved in tudi napoved za vsa astrološka znamenja in tokrat za vstop Jupitra iz znamenja bika v znamenje dvojčka. To bo tak zelo zanimiv premik in ta video sem torej namenila temu, da opišem torej ta vstop Jupitra v astrološko znamenje dvojčkov. Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tarot svetovalka, sem tudi mentorica mojega programa Oracle of Light in sem tudi učiteljica okultnih vsebin, torej vse, kar delam, džotiš, tarot in vse ostalo tudi učim, torej poučujem, ne? Potem naredila sem tudi svoje karte Rosetta, te lahko tudi kupite. Torej spodaj bom prilepila link, ta vas pelje na mojo spletno stran oracleoflight.org in tam seveda si lahko pogledate te karte in jih lahko tudi kupite. Vesela sem, da ste se z mano povezali na mojem kanalu Oracle oči Oracle of Light Uršula Zakrajšek. Seveda vas lepo povabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo več ljudi videlo to napoved in seveda, da me še naprej spremljate in da spremljate vse moje napovedi, ki so narejene seveda po vedski astrologiji, džotišu in pa tudi po tarotu. Zdaj, to moram pač posebej povedati, da na mojem kanalu so vsem vedno dostopne vse moje splošne napovedi, povsem brezplačno. Napovedi za vsako znamenje posebej pa so dostopne tistim, ki so vpisani na moje e-novičke. Zato vas lepo vabim, da se vpišete torej na moje e-novičke in pridobite tudi napoved za vsa znamenja. Ker v tem videu bom najprej seveda opisala splošno napoved vstopa Jupitra v dvojčka, potem bo pa seveda posnela še eno dodatno napoved, ki bo pa napoved za vsa znamenja. Torej, kako bo zdaj ta vstop Jupitra v dvojčka vplivalo na vsako znamenje posebej. To boste pa pridobili na tak način, da se vpišete na moje e-novičke. Torej, spodaj preko linka, ki ga bom prilepila v opis, lahko pa greste tudi na mojo spletno stran oracleoflight.org, ampak povezave bojo spodaj v opisu, pa kliknete in pridete na mojo spletno stran oracleoflight.org in se vpišete. Torej na novičke in po vpisu boste takoj prejeli torej napoved za vsa znamenja, za vstop Jupitra v astrološko znamenje dvojčkov in to povsem brezplačno. Tudi to moram posebej povedati, pač to sicer povem v vsakem videu, ampak je zelo pomembna informacija, torej jaz upoštevam sideralni, ne tropski zodiak, torej upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja, torej nisem zahodna astrologinja. Napoved za vsa astrološka znamenja pa je narejena glede na vaš ascendent, luno in sonce. Torej predvsem na ascendent, lahko pogledate tudi za luno in sonce. Če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, pa lahko to izveste tako, da greste spodaj v opisu na link, torej link bom spet prilepila v opis. Ta link vas pelje na spletno stran, torej če kliknete na njega, tam izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. Torej, izveste, kaj ste po vedski astrologiji, kje imate ascendent, kje imate luno in kje imate sonce. In seveda na ta način boste seveda lahko spremljali vse moje napovedi, narejene po vedski astrologiji, nekatere torej objavljam na ta način, da se posnamem, nekatere pa objavim na mojem blogu, na moji spletni strani oracleoflight.org. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, Jupiter se bo torej premaknil iz astrološkega znamenja bika, v katerem je bil približno 1 leto, v astrološko znamenje dvojčkov, torej zdaj maja. Konkretno bo to od 14. maja 2025 in tam se bo nahajal do 1. junija 2026. In torej v tem času, v tem obdobju, bo torej Jupiter v znamenju dvojčkov. To bo en tak zelo zanimiv premik in vznemirljiv dogodek, ker bo seveda vplival na različna področja našega življenja, posebej se bo to poznalo, torej ta premik Jupitra v dvojčkov, torej v naši komunikaciji, kako komuniciramo, potem tudi na poslovnem področju, ker dvojčkom vlada Merkur, Merkur je pa planet posla, komunikacije, tudi diplomacije, govora in seveda se bo najbolj nekako poznal ta tranzit torej na našem govoru, kako komuniciramo. Tudi se bo poznalo
poznal ta tranzit glede na to, kako se izobražujemo, torej večja bo želja po izobraževanju. Potem bo ta tranzit vplival seveda tudi na naše odnose, znanje in še na nekatera druga področja. No, bi samo omenila, torej, da v tem obdobju, ki sem ga jaz povedala zdaj, od 14. maja 2025 do 1. junija 2026, bo Jupiter na kratko prestopil tudi v astrološko znamenje Raka. In to bo sicer med 18. oktobrom in 4. decembrom. In tam bo torej, bom rekla, krajši čas, ampak ko bo seveda se Jupiter nahajal v Raku, torej od 18. oktobra do 4. decembra, bomo dobili občutek te neke nove energije, ki se bo pa seveda dokončno pokazala pa, ko bo seveda 1. junija 2026, torej Jupiter ponovno vstopil v Raka. Ampak kratek čas bo pa že to obdobje v Raku, torej konec oktobra pa do začetka decembra. Ta Jupiter bo zelo močan, ker bo egzaltiran, torej Jupiter se v Raku izjemno dobro počuti in torej, ker bo egzaltiran, ker bo zelo močan tukaj, bo na nas vplival zelo dobro, vplival bo pa tudi na nekatera druga področja, ki jih Jupiter predstavlja, to je na izobraževanje, na družbo na splošno, na pravosodni sistem, na sodišča, torej na vse, na kar ima Jupiter ponavadi vpliv, oziroma kar Jupiter predstavlja. Torej izobraževanje, učenje, tudi obilje, odnos z otroci, potem torej na pravosodje in podobne torej teme. No, vse to bo vplivalo. In seveda, torej, kot sem rekla, ko bo vstopil torej tale Jupiter v Raka, bomo seveda že oktobra in decembra dobili nek občutek, pač kako bo to izgledalo. Ker potem seveda od 1. junija 2026 naprej bo pa seveda Jupiter vse skozi v Raku, nekaj časa, spet eno leto, in bo to zelo, zelo dober Jupiter, tak močan Jupiter, ki bo izboljšal verjetno družbo in izboljšal nekatera področja, ki jim Jupiter vlada oziroma jih predstavlja. To je verjetno torej izobraževanje, pravosodje, učenje, znanje, na ta področja bo vplival in bo to eno tako zelo, zelo dobro obdobje. Torej, takrat bomo seveda dobili, kot sem rekla, predogled tega, kako bo videti Jupiter v Raku, ker bomo to v polnosti potem izkusili od 1. junija 2026 dalje, približno eno leto. In to obdobje bo zelo pomembno za vse nas. Predvsem v tem smislu, kako se pravica pojavlja, kako se izraža. Ampak zdaj pa mogoče ne bi več o tem, ker danes govorimo bolj o Jupitru v dvojčkih, pa da ne bom preveč dolgovezila s tem Jupitrom v Raku. To bom posnela naslednje leto, ko bo Jupiter potem torej se premaknil v Raka. Zdaj pa se dajmo res posvetiti Jupitru v dvojčkih. Torej, tale prehod Jupitra v dvojčka bo seveda prinesel spremembe na različnih vidikih življenja in ti bodo seveda vplivali na vsako znamenje drugače. To bom seveda bolj opisala v tej konkretni razlagi za vsa znamenja. In seveda, zdaj, če pogledamo najprej, kaj je Jupiter. Torej, Jupiter je planet širjenja, obilja, otrok, znanja, izobraževanja, pravice, učenja, učiteljev, gurujev. In seveda ta planet Jupiter, ki je predvsem planet širjenja in obilja, se torej podaja v znamenje natančnih podrobnosti, v dvojčka. Dvojčko pa vlada Merkur. Merkur je pa planet torej komunikacije, diplomacije, posla, pa tudi vladar oziroma planet malenkosti, podrobnosti, detajlov. Merkur vlada poleg dvojčkov tudi devici, vemo, kakšna je devica, taka natančna, pikolovska, malenkostna. In Merkur je v bistvu tudi tak planet. Je torej poleg tega, da je planet komunikacije, Merkur tudi planet intelekta, hitrega razmišljanja, torej posla, diplomacije, govora. In
tale Jupiter, širok, ki se rad širi, torej vizionarski Jupiter bo torej vstopil v zračno znamenje dvojčkov, ki mu vlada Merkur. In to bo res zanimiva energija, ko se bo tale Jupiter združil z temle dvojčkom. Zdaj, ta Jupiterova navdušujoča in razširjena energija, ker Jupiter je planet optimizma, bo v dvojčkih spodbujala neke nove ideje, nek nov zagon novih projektov, tudi intelektualno rast. Je pa res, da je Merkur zelo hiter planet in to bi lahko nam povzročilo težave pri ohranjanju osredotočenosti ali dokončanju novih projektov. Torej, imeli bomo to željo, da gremo v projekte, da začnemo nove stvari, da realiziramo cilje na ta način, oziroma zaradi tega bomo tudi vstopili v projekte, ampak lahko bi imeli pa težave pri koncentraciji in osredotočenosti na končevanje teh projektov. Tako da tukaj bi se pa lahko pojavile težave, ampak navdušenost bo pa res velika. Torej, navdušenost bo tudi nasplošno za komuniciranje z drugimi, za pisanje, za branje. Torej, v osnovi je tole tretja hiša komunikacije, branja, učenja. Torej, zelo bomo navdušeni tudi nad novimi hobiji, nad krajšimi potovanji, veliko se bomo želeli družiti, ker Jupiter nam bo dal to optimizem, to željo po druženju. Torej, ta Jupiter bo seveda pozitivno vplival, ko bo šel v dvojčke, in bo zagotovo pomagal doseči nek pomemben napredek in ta pomemben napredek se bo predvsem kazal verjetno na področju izobraževanja, torej učenja, tudi socialnih povezav in večjih poslovnih priložnosti. A potem Jupiter v dvojčkih bo tudi zelo naklonjen odnosom, tako romantičnim kot profesionalnim, ker aspekt, ki ga bo tvoril s sedmo hišo v Strelcu, ki je hiša partnerstev in odnosov, tudi uresničenja želja, bo spodbujala rast v nekih odnosih, ki so bolj kot nezavezani, torej bom rekla v nekih resnejših odnosih. Odprl bo tudi nove priložnosti za srečanje z novimi ljudmi, ker Jupiter v dvojčkih spodbuja torej povezovanje z drugimi ljudmi, potem razširjanje poznanstev in seveda ta srečanja z ljudmi nam bodo zagotovo nam vsem lahko pomagala pri osebnem in profesionalnem razvoju tudi. In seveda, kot sem že prej rekla, pa lahko ta prehod Jupitra v dvojčka torej lahko povzroči težave pri ohranjanju osredotočenosti, lahko pomeni tudi, da bomo mogoče malo bolj mentalno nemirni, bolj impulzivni zaradi vpliva tega Merkurja. Drugače je pa to dober čas za nove začetke, zlasti na področju posla. Ali pa da iz kakšnega hobija naredite poslov. Na področju nekih intelektualnih, duhovnih ali pa ustvarjalnih prizadevanj. To je pa odličen čas, torej, da začnete na novo na teh področjih. Torej, kot sem rekla, bo zelo v ospredju branje, pisanje, tudi internet, socialna omrežja, marketing. Veliko se bo delalo na prodaji, na delo s strankami, na mreženju, to bo vse v vzponu. Lahko se pojavi kakšno novo socialno omrežje ali pa se bo že kakšno to socialno omrežje, ki je že prisotno, še bolj razširilo. In torej, v internetu, torej v prodaji, marketingu, tukaj bodo verjetno vpeljane neke nove, zanimivejše in bolj produktivne metode, ki bodo verjetno tudi bolj uspešne. Svet bo zelo močno in tudi pozitivno naravnan v prodajo, tukaj bojo neke pozitivne spremembe, seveda pa tudi neke omejitve, Ker Jupiter je v dvojčkih oziroma bo šel 14. maja v dvojčkih, Saturn je pa v ribah. Ribe pa predstavljajo tujino. In seveda na tega Saturna v ribah seveda vpliva tudi Jupiter, ker Jupiter ribam vlada. In tukaj se pa bojo postavljale neke omejitve, ki so že zdaj vidne. Smo že videli pri ZDA, Trumpu, torej on je že
začel z nekimi omejitvami v poslovanju, v trgovini, ne, s carinami in te omejitve, torej so pa zaradi tega, ker torej Jupiter se sicer premika v dvojčke, torej spodbuja prodajo, marketing, mreženje, ampak tale Jupiter vpliva pa tudi na Saturna v ribah, ki pa nekako zavira vse to in pa daje neke omejitve, neke stvari se bojo dokončale ali pa zaključile in se bojo pojavile neke nove, ampak omejitve pa bojo zagotovo. Torej, in to se je zdaj že pokazalo. Ne? In te omejitve bojo torej v poslovanju, kot sem rekla, v trgovini, tu v marketingu, mreženju, torej se bojo pojavljale, bom rekla, neke omejitve, neki zastoji, neke ovire, bojo zagotovo. Torej Saturn bo torej v tem obdobju tudi pod vladavino Jupitra, kar 2,5 leta, ker seveda Saturn se torej nahaja v ribah pa Jupiter vlada in to bo zelo zanimiva dinamika. Torej vseh teh energij. In ker Saturn in Jupiter, v bistvu dva največja planeta, neke strateške širine, torej Jupiter se širi, Saturn pa nekako zavira oziroma hoče organizirati stvari in oba se bosta znašla pod nadvlado Merkurja. Saturn v ribah, torej Saturn v ribah, to ni najbolj, bom rekla, znamenje, ki mu je blizu, ker ribe so take, je vodno znamenje, ki je zelo globoko, ki raztaplja stvari, ki gre v globino, medtem ko Saturn ima pa željo stvari organizirati, stvari postaviti v nek red. Ribe so pa neomejene, se pa rade širijo, torej pa nimajo rade tega reda. In Saturn v ribah bo hotel vnesti v to nek red in se bo to malo teplo, vse te energije se bojo malo teple. In seveda Saturn v teh ribah, znamenju, ki mu je malo tuj, in Jupiter v dvojčkih, spet nekako Jupiter v nekem znamenju, ki mu tudi ni najbolj blizu, to kaže na nek tuj vpliv. Torej, tuj vpliv na vse nas, tako da bomo imeli vsi mogoče nek občutek, da smo pod nekim tujim vplivom, da nas vplivajo neke drugačne tuje energije, ki jih mi mogoče težko sprejmemo, jih nismo navajeni, pa to lahko velja torej za neke uredbe, določila v naši državi, ki nam bojo nekako tuje, težko jih bomo sprejeli, lahko pa to bo pomenilo neke tuje energije, torej iz tujine, torej neki vplivi iz tujine, torej lahko v obeh smerih to pride, torej lahko so neki tuji vplivi iz tujine, oziroma neki neznani vplivi, ki nekako nam niso domači, in prihajajo iz tujine, lahko so pa to neki vplivi, ki nam niso domači, pa bodo prišli torej k nam od nekih drugih ljudi, ki bojo na nas hoteli vplivati. Torej, zdaj boste videli, na kakšen način se bo to pri vas izrazilo, ta energija, tega nekega tujega vpliva. To bo pač vplivanje nekoga, ki nam ni domač na nas. Zdaj, na kakšen način se bo to izrazilo, bomo pa videli. Ampak zagotovo bo neka taka, bom rekla, negotovost, oziroma ne bomo imeli ravno dober občutek, ne bomo imeli občutek, da nekdo hoče nam sugerirati, nekaj na nas vplivati, pa da nam to ni ravno v redu. Na tak način bi se lahko ta energija pokazala. Potem zelo močna bo energija, ki bo seveda vplivala tudi na prihodke ljudi, na prihranke ljudi, in seveda tukaj bi se lahko pojavile neke novosti v vezi tega. Že tako sem rekla, da kar se tiče finančne industrije, bodo tukaj neke spremembe, ker se je seveda premaknil Uran v Bika in sem napovedala, da bodo glede financ, glede varčevanja prihrankov, da se bojo pojavile neke spremembe in torej Jupiter v dvojčku bo zagotovo vplival tudi na to. Torej Jupiter, ki bo vstopil v dvojčke, bo sicer nakazal neke manjše spremembe verjetno,
Ampak te spremembe majhne bi lahko sprožile neke večje posledice. Torej, lahko bi imeli mi občutek, da je neka majhna sprememba se zgodila, ampak bo to torej prineslo verjetno večje posledice, torej kot sem rekla, večje spremembe. Stvari nam bojo verjetno postale malo bolj abstraktne. Občutili bomo tudi temne energije bolj abstraktne in jih bomo skušali na nek način harmonizirati. To bo ta močan nek tuj vpliv na nas. Verjetno bomo morali stvari prilagajati tudi na internetu, v poslovanju, bomo verjetno deležni nekih večjih sprememb in bomo morali seveda svoje poslovanje verjetno temu prilagoditi. To se bo verjetno zgodilo. Vse energije kažejo na to. V ospredju bo tudi močno javno mnenje, ki bo v tem času zelo aktivno. In videli bomo neko hitro javno presojo in hitre novice, to je zdaj že zelo močno v svetu prisotno. Zdaj novice prihajajo nam precej hitreje, zdaj pa nam bojo mogoče prihajale še hitrejše. In pa javno mnenje bo verjetno tudi precej v ospredju, bo tudi verjetno zelo kritično in pravica se bo tudi verjetno dogajala v rokah navadnih ljudi. To se vidi naprimer že po Facebooku, ko ljudje zbirajo podpise za kakšno stvar. Se na tak način hočejo upreti vladajočemu sistemu. Vemo pa, da Pluton je še vedno v Kozorogu in da se te stare strukture pa močno držijo. Ampak ljudje se proti temu borijo, torej Jupiter v dvojčkih bo to zelo spodbudil, torej neko to aktivno upletenost ljudi, torej v odločanje. To bo precej tudi izrazito, ko bo šel Jupiter v Raka. To bo torej zelo močno aktivirano, še posebej zaradi tega, ker se bo tudi Rahu premaknil v Vodnarja. In Rahu v Vodnarju bo pa zelo okrepil ta neka množična ljudska gibanja, upore, torej večjo osredotočenost ljudi na zaslužek. To je že nekaj časa že prej bilo, je to že trajalo, ker je bil Saturn v Vodnarju in so se ljudje borili za svoje pravice, so se upirali, želeli so boljšo plačo, želeli so, da so plačani glede na to, koliko naredijo, in to se bo zdaj nadaljevalo. Torej, Rahu v Vodnarju bo tudi to spodbujal. In zdaj že vidimo, da v nekateri poklici, predvsem so to poklici v kakšnih zaprtih ustanovah, naprimer poklici, ki so vezani na domove starejših, ne dobijo več kadra, zato ker niso dovolj plačani ti ljudje. In v bistvu se bojo množice ljudi zdaj temu še bolj začele upirati in enostavno se to kaže na ta način, da pač ne dobijo kadra, ker so podcenjeni in premalo plačani. In ta borba za to, da so ljudje plačani toliko, kolikor delajo, se bo nadaljevala, torej z Rahujem v Vodnarju. In seveda se bo pa nadaljevala na tak način, da pač ljudje določene poklice več ne bojo želeli delati. Če ne bojo dovolj plačani, tudi ne bojo tega delali. In tako se bo potem naredil red. In se bo, verjemite, zato ker Saturn je v Ribah, Ribe predstavljajo 12. hišo v osnovi, to so zaprte ustanove in tukaj se bo moral narediti red. Ampak vladajoče strukture se temu zelo upirajo. Torej Saturn je v Kozorogu, ne Saturn, Pluton je v Kozorogu, se te strukture vladajoče hočejo držati starega reda, ampak torej Pluton je v Kozorogu, tako. Saturn je pa v Ribah in bo tukaj želel narediti red, torej v zaprtih ustanovah, ljudje, ki delajo v zaprtih ustanovah, naprimer domovi za ostarele, za starejše, domovi za starejše, so tukaj zelo izpostavljeni, torej tukaj se bo moral narediti red in ljudje bodo morali biti plačani toliko, kolikor delajo. Drugače tukaj ne bojo dobili več kadra, tako kot sem povedala. Torej,
In tudi, ko se bo Jupiter približal raku, bomo torej verjetno videli tudi močnejši pravni sistem, bolj usposobljen, tudi bolj digitalen, bolj odziven, nekaj tega se sicer že vidi. Bojo seveda se pokazale spremembe in spremembe se bojo pokazale že s tem vstopom Jupitra v dvojčke. Torej, kot sem rekla, Rahu bo konec maja stopil v vodnarja in to bo dodatno prebudilo kolektivno energijo, protesti, se bodo nadaljevali, ljudje se bojo borili za pravice, kot so se Saturnom v vodnarju, sem povedala, ne? Zdaj bi tudi lahko postali celo bolj agresivni. Ne? In seveda javno mnenje bo pa zaradi Jupitra v dvojčkih pa temu zelo naklonjeno, vse do pomladi 2026 oziroma do poletja 2026. Ampak o tem bom več povedala tudi pri napovedi prehoda Rahuja v vodnarja in Ketuja v leva, tako da ne bi več o tem toliko govorila. Bi pa raje v tem videu nekaj povedala o medsebojnem aspektu Jupitra in Rahuja, ki bo pa ustvarilo zelo zanimivo dinamiko in zelo, bom rekla, pozitivno klimo, ne, pozitivne energije bo prineslo tole. To lahko sicer okrepi tako željo po širjenju, lahko tudi tendenco k zmedi, torej lahko je tudi malo večje zmede, ampak vseeno. Torej Jupiter prinaša optimizem, modrost, Rahu pa lahko naredi stvari tudi kaotične ali pa nejasne. Ampak Jupitra prisotnost in njegov vpliv na Rahuja bo ponudila usmerjenost na nekaj. In ta Jupitrova energija bo pomagala, torej nam osebno, da krmarimo to negotovost, ki jo Rahu povzroča in da preko tega torej dosežemo nek jasen namen. Torej Jupiter bo torej vplival na nas kot posameznike in na te množice tako, da bo dal jasen namen, zakaj se želijo boriti in jih bo podprl. Ne? Torej Jupiter bo torej vstopil v dvojčke 14. maja, Rahu pa vstopi v vodnarja konec maja, medtem ko bo Ketu vstopil v leva. In ko bo Rahu seveda vstopil v vodnarja konec maja 2025, bosta z Jupiterom tvorila trikotni aspekt in približno bo to trajalo eno leto. No? In kaj to pomeni? To pomeni, da bo torej Jupiter gledal na Rahuja, Rahu pa na Jupitra in to bo seveda ustvarilo to, torej podpora Jupitra Rahuju, da bomo imeli nek jasen namen, predvsem jasen namen glede na to, kaj želimo reči, kako želimo komunicirati, zato ker bo zanimivo, ker bo seveda tale Rahu in Jupiter oba sta v zračnih znamenjih, torej Rahu je v vodnarju, ki je zračno znamenje, Jupiter je v dvojčki, ki je tudi zračno znamenje, bosta vplivala eden na drugega, že zaradi tega, pa tudi zaradi pogledov. Potem bosta pa vplivala še na tehnico, ki je tudi zračno znamenje. In to bo ustvarilo zelo, zelo dobro in ugodno okolje za gospodarstvo, za ekonomijo. Seveda pa za osebno analizo velja, da če imate kakršenkoli planet zdaj v teh zračnih znamenjih, torej v vodnarju, v dvojčkih ali pa v tehnici, je velika verjetnost, da se bodo vaši viri, vaše bogatstvo, vaši prihodki povečali. Torej to je zelo, zelo dobra kombinacija za akumuliranje bogatstva. Zdaj, veliko ljudi, ki so prejeli veliko denarja, so imeli to skupno povezavo z Jupitrom in Rahujem, ki sta se medsebojno aspektirala, torej sta gledala drug na drugega. To sem jaz pač malo raziskvala. Ne? Mnogi izmed njih so imeli Jupiter in Rahu, ki so se torej medsebojno aspektirala na nebu, ampak so imeli pa tudi tretji planet, ki je bil vključen v to zgodbo in je dopolnil to povezavo med Jupitrom in Rahujem. In zdaj se bo to zgodilo, ker bosta Jupiter in Rahu bosta oba v zračnih planetih, gledala bosta drug na drugega in če imate še kakšen planet, naprimer v tehnici, bo to nekako zaključilo to povezavo in vam to lahko prinese bogastvo in denar. Torej sem raziskala, naprimer, nekaj ljudi, ki so zmagali na loteriji in pri vseh je bilo naglašeno to, da so imeli te povezave.
Torej, lahko so imeli povezanega Jupitra in Rahuja, sta se gledala obojestransko, in v to zgodbo so bili vključeni še neki drugi njihovi planeti. In seveda to jim je prineslo bogatstvo, širitev in denar, zato se tudi vam to lahko zgodi, seveda pa morate biti v obdobju, torej v Rahujevem, v Jupitrovem ali pa tega tretjega planeta, lahko je tudi več planetov, ki so vključeni v to zgodbo. To seveda ne velja za zahodno astrologijo, to vas moram posebej opozoriti, to je vedska astrologija. In v bistvu to velja torej za vedsko astrologijo. Torej morate če gledate svojo natalno karto, pogledati vedsko astrologijo, torej Jyotish karto, natalno karto in pogledate, če imate te povezave. Torej, če imate planete v zračnih znamenjih, imate torej srečo, ker bojo seveda povezani z Jupitrom in Rahujem. Torej, do konca maja, oziroma od konca maja 2025, torej bo gospodarstvo dobro, ljudje bojo bolj optimistični, bolj zadovoljni, stvari se bojo odpirale, se bojo spreminjale na pozitivno, torej predvsem v gospodarstvu in torej pozitivno bo to vplivalo na vsa ta področja, ki sem jih že prej omenjala, torej prodaja, odnosi s strankami, marketing, potem torej pisanje, branje, krajša potovanja, torej če na primer imate neke krajše razdalje, potujete za svoj posel, to bo tudi zelo pozitivno in seveda tudi Saturn bo sicer na to dosti pozitivno vplival, ampak z nekimi določenimi omejitvami, to sem pa že povedala, Torej, tisti, ki imate planete v tehnici, ki je zračno znamenje, vodnarju, ki je drugo zračno znamenje, ali v dvojčkih, to bo za vas dobro leto. To lahko napovem, da bo dobro leto, ampak seveda je pa še bolje, če imate kakšne, torej kot sem rekla, planete v teh znamenjih, oziroma če ste v obdobju. In če imate veliko planetov v teh znamenjih, bodite pozorni, ker to je zagotovo vaše leto, to bo srečnejše leto za vas. Torej lahko vam prinese bogatstvo, obilje, blaginjo, drugače pa to leto tudi dobro za potovanje, sprostitve, za zabavo, še posebej v drugi polovici leta 2025 in tudi skozi leto 2026, torej do junija. Zdaj, če pa se drugače vrnemo torej do tega Jupitra v dvojčkih, bi pa tukaj povedala še nekaj ključnih datumov, na katere velja biti pozoren, ker nekateri deli tranzita Jupitra v dvojčkih bi lahko bili malo težji. Junij bi lahko bil precej naporen, oktober in pa obdobje med 5. decembrom in 9. aprilom bi tudi bilo lahko mogoče malo bolj naporno, torej 5. december 2025, 9. april 2026, ker ti datumi bi lahko predstavljali določene izzive v energiji Jupitra v dvojčki, ampak to je seveda nasplošno. No, drugače pa torej z Jupitrom v dvojčkih je torej za nas zdaj dober čas, da se lotimo torej urejanja nekih stvari, novih projektov in pa da se lotimo tudi urejanja podrobnosti v naših življenjih, torej tisto, kar nam je pomembno, tisto, kar se mogoče zdi malenkostno, majhno, ampak nam je zelo pomembno in je tudi pomembno, da to uredimo in da to uredimo na način, da bo potem to seveda bolj vplivalo pozitivno bolj vplivalo na naše življenja. Torej vse tiste majhne naloge, ki jih imamo, majhne dolžnosti, vse to, kar odlagamo, je zdaj dobro, da to uredimo. Torej, lahko je to v vezi s financami, administrativnim delom, komunikacijo, torej vse tisto, kar ste zdaj nekako odlagali, pa nekako se vam ni dalo urejati, to je zelo, zelo dober čas, torej od 14. maja naprej 2025 pa do 1. junija 2026, da to uredite. Torej, to je drugače zelo dober čas za pisatelje, umetnike, za vse, ki delate z detajli, ker boste imeli res dobro energijo za ustvarjalnost, za kreativnost, za produktivnost in lahko bi celo uživali v nalogah, ki so vam bile prej dolgočasne. To velja za vse, ker Jupiter bo prinesel ta optimizem v dvojčka in bomo mogoče uživali pri teh majhnih nalogah, majhnih opravilih, takih, ki se mogoče ne zdijo pomembni, ampak na koncu so.
Torej, Jupiter vedno prinaša neke blagoslove, srečo, več optimizma in zadovoljstva. In to bo seveda prineslo na področje, ki sem jih omenjala. Tudi izboljšali se bojo odnosi z mlajšimi brati in sestrami, če jih imate, lahko delate na tem. Potem pa seveda vse, kar sem povedala, branje, pisanje, krajše potovanje, to je čas, da mrežite, da se povezujete z drugimi ljudmi, da delate na odnosu s strankami, če jih imate, da se razširite, da več naredite na socialnih omrežjih, da ste tukaj dostopni, prilagodljivi, da se lotite vseh podrobnosti, da se lotite nekega ustvarjalnega projekta, kreativnega projekta, ker boste uspešni. Tudi da iz posla, da iz hobija, ne iz posla, da iz hobija naredite posel, tudi to je dober čas. Zelo dober čas za to, ker je pač seveda Jupiter v dvojčkih. Ampak seveda, kot sem rekla, torej vse te drobne stvari, malenkostne stvari, ki smo jih prej odlagali, bomo jih zdaj naredili, lahko bomo mogoče celo v njih uživali. No, seveda, to je bila torej splošna napoved Jupitra v dvojčkih. Zdaj, če bi želeli prejeti še napoved za vsa znamenja, povsem brezplačno, se lahko pišete na moje e-novičke, spodaj preko linka ali preko moje spletne strani oracleoflight.org. Torej, spodaj bom prilepila v opisu vse linke. Torej, kliknete na link, ta vas pelje na mojo spletno stran, se vpišete na novičke in po vpisu boste takoj prejeli napoved za vsa znamenja na svoj mail, povsem brezplačno. Torej, naj vas še enkrat pozdravim, vesela sem, da ste se z mano povezali na mojem kanalu, Orakelj uči Oracle of Light Uršula Zakrajšek. Še enkrat vas vabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo več ljudi videlo to objavo in seveda, da me še naprej spremljate in spremljate vse moje napovedi, tako po Džotišu kot tudi tarotov. Za danes vas pa lepo pozdravljam.